Naslednje minute pa bodo namenjene meritvi arterijskega ožilja, po kateri hitro in neboleče dobimo izvid in oceno tveganja za srčno-žilne bolezni. Aleš, pozdravljeni. Pozdravljeni. Kaj pomeni neinvazivna preiskava arterij? Za neinvazivno preiskavo arterij merimo elastičnost arterij. Elastičnost arterije je pomembna za nemoten pretok krvi po telesu. S staranjem se elastičnost arterij slabša, kar vodi lahko v bolezen, kot so srčno-žilne bolezni, infarkt ali možganska kap. Kateri pa so še dejavniki tveganja? Dejavniki tveganja so nezdrav življenjski stil, stresno življenje, premalo gibanja in pa nezdrava prehrana. Kaj pa kajenje? Kajenje tudi, seveda. Kako pa taka preiskava poteka pri vas? Preiskava je neinvazivna, poteka podobno, kot bi merili pritisk. Oseba, ki jo merimo, leži in v 5 do 10 minutah dobimo podatke o delovanju arterij. Izmerimo elastičnost ali delovanje drobnih arterij, to so arteriole, majhne arterije, in pa tudi dobimo elastičnost aorte, ki je velika arterija. Kaj nam ti rezultati povedo? Ti rezultati povedo, če je elastičnost arterij poslabšana, potem lahko pride do bolezni. Najbrž vi tudi svetujete, kako se pomaga v takih primerih? Tako pomaga se s spremembo življenjskega stila, to se pravi s sproščanjem, odpravo stresa, več gibanja in pa tudi spremembo prehrane. Kakšno prehrano priporočate? Priporoča se mediteranska prehrana, ki je bogata z zelenjavo in sadjem, normalno pitje vode in pa v skrajni meji tudi prehranska dopolnila. Prej sva se pogovarjala, ste mi omenili 2 prehranski dopolnili, zelo zanimivi. Kateri bi priporočili? Ja, vedno priporočamo omego. Omego kot krilovo olje. Najčistejša oblika omege 3 je krilovo olje. Krilovo olje izboljšuje delovanje arterij, tudi imunskega sistema, in pa še eno dopolnilo, ki se imenuje Immuno-ACE. Pomembno pri dopolnilih je, da ne vsebuje samo vitaminov, mineralov, ampak tudi aminokisline. In za koliko časa je treba spremeniti ta življenjski slog, dodati prehranska dopolnila? Življenjski slog spremenimo za vedno. Prehranska dopolnila potem pač jemljemo po potrebi do izboljšanja stanja. Gospod Aleš, pa lahko potem spet preverimo, če se je stanje izboljšalo? Tako, če je stanje zelo poslabšano, potem po 3 mesecih lahko preverimo. Pri tisti, ki je pa stanje arterij v redu, pa svetujemo kontrolo pač vsako leto.